smo DDT laboratorij, prihajamo iz Trbovelj in laboratorij naš je v bistvu platforma za sečišče znanosti, umetnosti, novih tehnologij in intermedijske umetnosti ter tudi gospodarstva. Nekako naša misija, naše poslanstvo je, da širimo znanje, pa tudi dostop do teh najnovejših znanstvenih dosežkov, tehnoloških dosežkov, intermedijske umetnosti, ker to je tukaj med nami, vendar žal te informacije ne pridejo do vseh ljudi. Nam se pa zdi, da je nujno, da moramo vsi imeti možnost, pa tudi pravico se seznaniti s tovrstnimi dosežki. Tako da zelo veliko delamo tudi z mladimi. Pri nas imajo mladi možnost potem ustvarjati s takšno tehnologijo, ki res pač v Sloveniji žal ni dostopna povsod, niti ne po šolah, kar se tiče takšne robotike, kot jo imamo mi, pa tudi tele naprave. Da ne razlagamo samo v teoriji, ne o teh dosežkih, ampak pri nas se gre predvsem za izkustvo. Vse te naprave, ki jih imamo, vse te projekte, doživetje, je moč pri nas izkusiti. Te dni se v Tehnoparku predstavljamo s produkcijo, ki je nastala na tehnologiji BSI, oziroma Brain Computer Interface, po slovensko je to vmesnik med našimi možgani in računalnikom oziroma strojem. In tukaj v Tehnoparku predstavljamo aplikacije, ki smo jih razvili s to tehnologijo, tako da obiskovalci lahko izkusijo slikanje z mislimi na digitalno platno, potem lahko slikajo, se pravi, slikarske poteze, ki si jih zamislijo z mislimi, jih potem robotska roka naslika. To sta dva takšna kreativna rehabilitacijska projekta, mi to imenujemo kreativna rehabilitacija. Potem tukaj lahko vidite tudi simulator letenja. Tukaj pa lahko simulator letenja upravljate z mislimi. To je projekt, ki je nastal skupaj s podjetjem A4MX. A4MX je podjetje za aviacijo in razvijajo tudi simulatorje letenja, kajti imajo šolo letenja. In preden grejo piloti v pravo letalo, naredijo nekaj ur v simulatorju. Mi smo se povezali z njihovimi dekleti, imajo res dve odlični razvojni inženirki, Niko Mlinarič in Ines Repnik, in smo skupaj z njimi razvili krmilo s to napravo, da lahko simulator letenja oziroma letalo upravljamo z mislimi. Potem imamo tukaj še en tak projekt, tudi virtualni vzpon na naš najvišji dimnik v Evropi, kar 360 metrov je visok. To je projekt, ki smo ga ustvarili skupaj z Dunking Devils. Vzpon na dimnik smo dokumentirali s 360-stopinjsko kamero, se pravi, damo mi očala za virtualno resničnost gor in smo nekako tam in se lahko skupaj z Dunking Devils povzpnemo na ta naš najvišji dimnik v Evropi. Ta naprava, Brain Computer Interface, oziroma vmesnik med možgani in strojem oziroma računalnikom, ki ga imamo mi od podjetja Gitek. Podjetje Gitek je vodilno v razvoju tovrstnih naprav za rehabilitacijo in medicino. So pa leta 2019 dali ven tudi tole napravo, ki je pač malce poenostavljena za uporabo, je zelo hitra, ampak tudi zelo sofisticirana, se pravi, dobimo res dober možganski signal. Tule imamo 8 elektrod, ki mora biti po takšnem vrstnem redu razporejene in te elektrode zaznajo našo možgansko aktivnost in tudi računalniški sistem tudi zajame naš možganski signal, ter algoritmi potem pretvorijo ta signal v ustrezno kodo, ki jo mi lahko potem pošljemo v kakšno izhodno aplikacijo. V našem primeru je to slikanje z mislimi, pisanje z mislimi, tudi krmiljenje simulatorja, robota in vse to. Tako da uporaba je zelo enostavna in hitra, tako da tudi vsi otroci, tudi starejših, ni nekih ovir. Tudi tukaj smo videli, da ni bilo težav, da skoraj vsem je uspelo ustvarjati z mislimi.